Tam je 135 jurjev. It better be good. Ja, veš, tako v avtomobilskem svetu se razmeroma pogosto, če govorimo o majhnih športnih avtih, uporablja izraz pocket rocket. Včasih upravičeno, ampak ponavad pa bolj ne. Danes pismo si pa ne znam predstavljati avta, ki bi mu ta izraz bolj pasal. Lega, up, GTI, pocket rocket. Je bolj za pocket, rocket je pa, mislim, vse je hiter. Razmeroma. Pa tudi dosti športen zgleda. Razmeroma. Ne se hecam, moram reči, da glede na to, koliko je majhen, pa tako športno srčkan, da je pritegnil izredno veliko pogledov, pa tudi kakšen palc gor. To se pravi, osnova je znana. Tole je Volkswagen Up GTI, to je pravzaprav najmanjši Volkswagenov GTI. Če bo še kaj manjši, se ga že videli, ne? Drugač pa, kar se samega videza tiče, ne? Meni se zdi, da je Up v osnovi že zelo dobro prilagojen za to, da so ga malo popedenali, ki je že tako malo tak škatlas, oster in mu paše, da so mu dal gor značko GTI, pa da zdaj zgleda še malo ostro. Tudi, recimo, zaradi felten. Vidiš, kakšne so? Zdaj, če te zanima, kaj je tukaj spodaj, motorček je majhen, podoben kot pri Fiesti ST, je trivaljnik, ampak nima prostornine liter pa pol, sam litrski je. 115 konjev ima, sliši se ne malo oziroma veliko 8,8 do 100, ampak uživo, a veš, v tako kratkem, kompaktnem avtu je teh 8,8, imaš feeling, da je 7,8 ali pa mogoče so 7,5, ker je kabina dosti glasna, pa veš, dogaja se. A tudi znotraj je podoben simpatičen, vidiš zadnji vzorc na zicih, to je klasičen GTI podpis. Je pa zaščiten znak te kabine, tako kar pa praktično vsakmu Upu, da je, glede na to, kako je avto majhen, da je tukaj predvsem v prvi vrsti prostora ogromen. Mislim, nimaš feelinga, da sediš v približno tolikemu avtu. Voznikov okolje zgleda takole, to se pravi, tukaj nič nenavadnega, je mogoče tale črno-rdeča kombinacija je malo bolj oštra, da te spomne, da si v GTI-ju. Tukaj imaš 3 lične črkice GTI, valjda. Lej, takole zgleda. Ti je všeč? Moram pa priznati, da sem tukaj v kabini opazil par pomanjkljivosti, ki mi niso najbolj všeč. Ena je taka zelo pikolovska, pa jo lahko pošljaš nekam, ker v bistvu v končni fazi ne šteje čist nič. Le tele napisi na ročki GTI se mi zdijo malo kičasti. Ampak who am I to judge? To je samo moje mnenje. Ena stvar, ki bo pa verjamem, da zmotila še koga, pa tudi to najdemo v vseh drugih apih, volan je nastavljiv po višini, dosti lušten, po globini pa pozabi. Takole izgledajo merilniki, lej preprosti, lični, pa dobro berljivi, ampak ko jaz gledam na tele merilnike, vidiš, tole je točno moj zoren kot, ne vidim te zgornjih številk, ker me je volan mot. Drugač pa avto generalno gledano. Stari let, takole bom rekel, bolj tipičnega Volkswagena GTI-ja Volkswagen sploh ne bi mogel narediti. Mislim, a veš, je športen, ampak ne preveč. Je tudi izzivalen, ampak ne preveč. Pa je tudi zabaven, ampak ne preveč. No, ampak da se ne bo slišal, da ga disam, ne, zato ker ga ne. Tale avto, ko ga gledaš za mano, je zelo zabaven. Sploh glede na to, koliko stane. Mislim, da se začne pri 14, pa neki tale je 15-700 in za ta denar stari zelo lušten. Jaz si pa ne morem, da ne bi vsakič, ko ga pogledam, v njem videl ogromnega potencijala. Veš, predstavljam si, da bi ga porihtali še malo bolj čvrstim podvozjem, pa da bi bil volan še malo bolj neposreden, predvsem pa, če bi noter ruknil kakšen motorček 150 konji. A veš, kakšna veselica bi bila pa šele pol. Je pa res, da tudi v taki obliki, s takim motorjem, s takimi nastavitvami podvozja najde svojo klientelo, zato ker je tak malo upadljiv, malo pa ne. Je tudi razmeroma udoben, predvsem pa zna biti tudi šparovan. A veš, 115 konjev v lahkom avtomobilu je lahko veliko, ki pride do porabe, pa niti ne toliko. Da recimo ugan, koliko mi je porabil, no, pa sem se pelil čisto normalno, vsake tog časa sem ga tudi fejst pritisnil. Povprečje je bilo tam od 5,4 do 5,8, če sem ga pa res teril, pa sem se odločil, je bilo pa ali 7,4, 7,5. Jaz sem vesel, da zna avtomobilska pokrajina ponuditi takšen avto, prav veliko konkurentov nima, a ja, mimo grede, ker smo že pri konkurentih, Twingo ima enega, GT se imenuje. Edina prednost tistega avtomobila v primerjavi s tem, jaz jo vidim predvsem v obračalnem krogu, ker tisti avto se obrne na mestu, ta pa glede na to, koliko je majhen, je obračalni krog razmeroma velik. In to je to, kar se tiče Upa GTI. Kmalu bo prišel na vrsto tudi Polo GTI, ti se pa že malo bolj zaresen kos športnega avta. Jaz tega vračam, prevzamem pa en japonski avto, ki je po moje da glih še enkrat daljši. No, evo ga, tole je tist, imenuje se Lexus LS, to je luksus po japonsk, tako kot ga vidi Lexus.
Jaz sem v tem avtu že sedel, zdaj pa čas, da se malo pobližje spoznava. Ajde. Tukaj. Jaz sem šel dol, malo naprej, pa on je k meni prišel. Slišiš to? Eni zici, se je že dobro začel. Ok, mogoče sam še to, preden zaključimo, v čem se pravzaprav vozim. Ok, ja, LS, to je jasno. Oprema pa motor 500H, valjda hibrid, pogon na vse 4 kolesa. Cena, 130.400. Pa tale en paket ima oblazinjene sedežev iz sprejem usnja za 4200. To se pravi 135 jurjev. It better be good. Zdaj pa res adijo.